85% ljudi hodi v službo, ki jo sovraži. Si predstavljate? Toliko ljudi zjutraj vstane, se odpravi od doma in gre nekam, kjer jim ni fajn. To ni okej. To ni prav. Vrnimo se na tisto točko v otroštvu, ko ste bili vi, res vi. Ko ste imeli v sebi prepričanje, da vam bo uspelo vse, česar se boste lotili. Ko ste točno vedeli, kakšnega življenja si želite. Je to življenje, ki ga živite trenutno, življenje, o katerem ste sanjali? Je to življenje? Živimo v prepričanju, da je to, da nam je neprijetno, da nas duši, veže, stiska ali boli glava, nekaj, s čimer se potrpi. Prepričani smo, da to spada zraven, k temu hitremu, prehitremu in stresnemu načinu življenja, ki se mu ne moremo izogniti. Pa se mu res ne moremo? A je res, da smo ujeti v brezizhodni situaciji? Ali pa si samo ne vzamemo časa za razmislek? Zato, ker se nam v resnici zdi, da imamo pred seboj še dovolj življenja, da si bomo ta čas zase lahko vzeli enkrat kasneje, ko bomo kaj? Kdaj bomo spoznali, da jutri v resnici nikoli ne pride, ker je vedno samo danes. Imamo samo današnji dan in imamo samo to življenje, do trenutka, ko umremo. In umrli bomo. Naš čas ni večen. Priložnosti v nekem trenutku zmanjka. Življenje nam ni dano, da bi ga prehodili v spanje. Živimo zato, da bi občutili, da bi ustvarjali, da bi ljubili, da bi plesali, se smejali in gledali odraščati svoje otroke. In otroci se bodo od nas učili o življenju. Jim bomo predali radost ali tesnoto. Jim bomo predali svobodo ali ujetnost. Začnite uresničevati sami sebe. Začnite živeti sami sebe. Nikoli ne bo boljši trenutek kot zdaj, da poiščete fajn v sebi in ga začnete živeti.